Torej, tale dotik povsod po svetu vse stvari spreminjajo in tudi pri nas postavljajo se neke omejitve, velike akcije, ki so nastale na račun manjšine, na račun nekaj ljudi, ki niso znali brzdati odraslih, ki niso znali brzdati svojega vedenja, včasih na račun stiske najstnikov, ki so rekli kakšno stvar, ki ni čisto držala, zato da bi lahko začutili svojo integriteto. Drugič tudi na račun manevrov, ki jih naredimo starši v bitki za to, ali kdo ima prav, ali pa kdo bo imel otroka. No in jaz se okrog tega ne bi prav veliko več vrtel. Mislim, da te bitke vsi poznamo, take in drugačne. Nažalost jih morda kdo pozna tudi iz okolja. Jaz sem delal v Mladinskem domu, smo imeli tudi otroke, ki so bili spolno zlorabljeni, smo se z njimi srečevali, vem iz prve roke, kako gredo te stvari. Kasneje sem srečal tudi nekaj odraslih že, ki so hodili različna združenja, različni ljudem po pomoč. Nažalost, sem imel včasih občutek, da ni preveč učinkovita, ker če neko bolečino nosiš še vedno kot živo rano s sabo po 30 letih, tam ni bilo kaj dosti storjenega na tistem področju. Prav, povejte mi, bi se pač morali nekaj stvari zapreti. Verjamem, da so zelo hude, zato to tema, ki jo odpiram na začetku, da se bomo potem posvetili tistemu, kar je dobro, tistemu, kar je prav, tistemu, kar je v redu. Ko je izšel Varuh, so me upozorili, ker je notro tudi o dotiku nekaj teh stvari. Pazi, da ne bo kdo s tvojo knjigo na sodišču mahal, jaz imam pravico se okrog dotikati. Je bilo tako žuranje, uradno podpisano, po mailu poslano in tako naprej. Jaz sem še vedno med tistimi ljudmi, ki se veliko dotika. Dotikam se otrok, dotikam se mladostnikov. Res je, da kadar so to dekleta in mladi fantje, so vedno starši zraven. Si ne upam tega početi, ker lahko takoj zaprem trgovino dol, čim eden reče, da sem prijel na neprimeren način ali na neprimernem mestu. Ko delaš z otroki s cerebralno paralizo, jih je dosti krat, jih je treba dvigati. Je treba rito zbrisati. In se je zgodilo si edinim odrasli tam in da je punca tista, ki je morala iti na WC. In pač opraviš, tako kot starši to opravimo, kot negovalci to opravimo in še kako. Enkrat smo bili v Kranjski gori na zimskem smučanju z otroci s cerebralno paralizo. Zdaj ne vem, najbolj si ne predstavljate, kako to gre. Otroci s cerebralna paraliza, mnogi ne delajo pipa na smučanje, grede. Obstaja ena posebna priprava in ene vrste smuči, ki so take, da so dve smuči, zgoraj je stol, se vsedeš gor in samo s prenašanjem teže, če otrok čez vse roke lahko premakne, to zavije. Spodaj so karnik smuči in zavije, s tem, da zavije takole. Je pa to kot voziček organizirano, zadaj je spremljevalec, ki lahko kaj pomaga, ali pa tudi ne, če je dober. Moram priznati, vsa nekaj je to strašna atrakcija za tiste ljudi, ki so biti naraven. In, gledajte, po kom jih je treba nalagati? To so najstnice, punce, luštne, okrogle, bi rekel človek, zimsko opremo, vse imajo, In je treba tako delati, kot se dela. Prijeti, pomagati, prijeti, mogoče se komu zdigati. Izraz, ampak temu še vedno rečemo rit, treba dvigniti. No in za eno od deklet greva prav počasi takole ob cesti, da so kombi spodaj v Kranjski gori, in gospod in ena gospa se pripeljete z avtom, mraz je bil ko pes, ampak sonce je svetilo in sta imela odprto okno. In pravi, gospa, mi smo počakali, tam so pa fantje nakladali, dekleta prav, gospa prav možu. Poglej, Pavle, kako je lepo prijo, a vidiš, kako spoštljivo delajo s temi mladostniki. Prav, tudi tle vidim, da je takole, da ima prste dol upognjene, ko spodaj drži. Pravi, poglej, na ključ je bilo, smo se zvečer znašli na sosednjih
mizah v hotelu za sosednjimi mizami in smo še kakšno rekli o tem, sem povedal, da sem slišal, da mi je zelo toplo se usedlo, da ljudje opazijo, da delaš kvalitetno in da delaš na primeren način. Ko smo delali vaje z dotikom, veste, kjero vajo zjutraj smo imeli najrajši, ko so imeli spremljevalce, to so bili odrasli ali pa polodrasli, se pravi študentje, različnih strok, vsi pa z velikim srcem, in je bilo treba poiskati nekoga, s katerim, od spremljevalcev, s katerim boš delal vaje, seveda. Najbolj možati, najbolj čedni, najbolj luštne spremljevalke so imele vedno dovolj kandidatov. In tudi, če ne more hoditi, vam povem, to je tako zagomazilo, v 10 sekundah so bili pri njih, ker so bile take vaje, da se je bilo treba čez pol spet, se je bilo treba dotakniti, je bilo treba bližino izkazati, pa vendarle distanco, ravnotežje loviti in podobne stvari. Že če vzamemo čisto preproste zadeve, kot so lutke, kot so igrače, in če nakažeš nekaj tistega drobnega, nekaj nežnosti, kaj se nam zgodi? Opaziš jo. Opaziš jo in ti naredi sladko, ti naredi. Zakaj? Zato, ker veš, da gre za dotik. Ampak veste, zadaj je cela kemija. Za tem dotikom, zadaj je cela reč, kaj se vse v človeku dogaja. In danes bomo malo pokukali te zadeve, pa bomo pa videli, kaj je treba, kaj ni treba, kje se vendarle ne sme. Obstajajo področja, ker je zelo rizično, če se lotim tega in ne vem, kaj počnem. Obstaja kdo tudi staršev, ki zadeve dela na neprimeren način. Se poznate mame, ki dušijo svojo ljubeznijo svoje otroke. Jaz ga imam tukaj rada, to besedno ga bo zadušila skoraj. In vprašaš pa, daj mu dihati, ne, to besedno, fizično celo, ne. Otrok takole, ja veste, mama pa kar nam, ne. Bomo pošli na tega, odkot zadeve pride, jaz srečujem res. Jaz sem zelo hvaležen, da imam takle posel, da se s tem delom ukvarjam, zato ker doživiš toliko zgodb, resničnih človeških. In ko imaš enkrat dovolj izkušenj, lahko pogosto celo zelo ugodno vplivaš na rezultat, na spremembe, ki nastanejo. To je ena taka sladka moča, veste. Ni tisto, da imaš občutek, odrešil bom cel svet, ne, ampak za tega otroka sem naredil eno spremembo. To je največ verjetno. O dotiku se malo pogovarjamo, malo se je vedlo. Pri nas so nas v šoli, ki sem jaz hodil v šolo, so nas učili, da so poskušali v taboriščih delati podobno s otroci, kot so tudi delali, pa to je bilo pri Američanih, skoraj vsi do 99 od 100 otrok je umrlo, kljub temu, to so bili dojenčki, 1 leto stari, tisti, ki so bili zapuščeni, so starši umrli, skratka, bili so sami in so prišli v sirotišnico. Otroci so bili ustrezno hranjeni in imeli so zdravstveno nego. Vendar je bilo količina delavcev, ki z njimi delala, je bilo tako majhna, da je to bila rutina, to je bil kokošnjak, razumete? Ena ven, drugega, da si v tistem času vse nahranil, da si jih previl in potem si se lotil stvari znova. Skratka, nekaj tazga, kar skuša zdaj vlada narediti z vrstami. Nekaj zelo podobnega. Kaj se je zgodilo? Otroci so umirali. In niso mogli odkriti, zakaj, če imajo tako dobro organizirano hrano, ogromno, sredstva so porabili, dokler niso namestili bistveno večjega števila ali prostovoljk, takrat so bila nune, ki so se ukvarjali z otroki na druge načine. Kako se ukvarjaš z dojenčkom na drug način, naroče ga vzameš, pa mu govoriš, pa ga božaš, pa mu daješ nežnost, toplino mu daješ. In neverjetno, zdravstveno se ni nič spremenilo. Otroci so pa preživeli. In tisti, ki so preživeli, veliko jih je preživelo, ne, tako kot zdaj, popolnoma drugače, bilo se so še kosile razne bolezni, ki zdaj ne več. Pa vendar tisti, ki so preživeli, so se razvijali normalno naprej. So rasli. Če vi otroka nehate božati, se nehate z njim ukvarjati, tudi fizična rast, vse se stavi.
Torej, to je nekaj, kar potrebujejo, ne rečemo, za nam, da otrok potrebuje nežnost bolj kot kruh, pa bolj kot mleko. Dejansko jo potrebuje bolj. Na to, kar pozabljamo, govorimo zdaj še o čisto majcenih otrocih. Tudi kasneje se nič dosti ne spremeni, bomo šli na našo starost, boste videli čim. Zdaj, seveda, nam odraslim pomeni to bližino. Če se te nekdo na primeren način dotika, pomeni varnost, ene vrste človeško toplino, a ne? Se spomnite, ste imeli kakšno babico, ki vas je takole zalička? Tisto napeto. Zakaj? Zato, ker v omenjenem obdobju otroci niso imeli debelih ličk, je bilo vse suho, ker ni bilo, preprosto ni bilo. Je bilo veliko lakote in poci, ne? In morda tega niste marali. Morda niste marali, ampak vseeno, nekaj zanimivega je bilo, vseeno se je dogajalo. Tega niste marali, babico ste pa vse imeli radi. Ne? Današnjem svetu ne maram je, ker bi to delal. Ne? Nas bi tako otroci odreagirali. Zakaj? Zato, ker jih od malega učimo, da ne sme pustiti nikomor se dotika. Bog ne dej. Ne? In so lačni dotika. In če si dovolj lačen dotika, provociraš vrstnike, samo da te namahajo. Ker potem dobiš dotik. Lakota je tako velika, lahko nastane. Mi smo recimo v zavodu, smo imeli fanta 7-8 let starega, se pravi takrat prvi, 7 let. Pa smo bil modričast, imel izjemno občutljivo kožo na modrice, so nas že upozorili, ko je prišel in ko pozvali, kako funkcionira, in mesec on je nekaj dni je bilo v redu, potem je začel dražiti starejše, toliko časa, da so ga namahali in potem je bil čisto miren spet. Na kar smo odkrili, zakaj gre in ga je vzgojiteljica lepo pripravila do tega, da je fant znal na drug način priti do tega, da so se ga otroci dotikali na nenasilen način. In je ugotovil, da to pa še veliko bolje. In kar naenkrat je bilo njegove agresivnosti konec. Ta otrok je šel tudi med prvimi. Mislim, da ni bil rodil, da je na 8 ali pa 9 mesecev v hiši. Zelo se pozna, če najdete, kaj je tisto, kar otroku manjka. In dejansko jim manjka, ker sami tudi ne pustijo, sami ne dovolijo, mnogi ne dovolijo sami. In potem jim manjka. In bolj, ko jim manjka, bolj se nezadovoljni, bolj se branijo tega. Nazadnje lahko na tak način pade ven zadeva, da izziva druge samo, da ima nek stik, ker boljši je slab stik, kot nikakršen stik. Boljše, da te namlatijo, kot da se s tabo sploh ne ukvarjajo. Tako hudo je to lahko na koncu. Kengurujčkanje, ne vem, če poznate, zdaj bo polet spet vidite, mlade mamice in tudi očetje nosijo v fizioterapeuti, jim grejo vse po konci, kakšna bo hrbtenica in tako naprej. Mislim, da bo manj škode kot v teh sodobnih jajčkih. Jajčka, sedeži za avto so zelo problematični, ker so opognjeni in je otrok cel dan skrivo hrbtenico. Mora biti klasično ležišče, kjer se lahko otrok na bok obrne. In se prekoplje na bok, sam se obrne, to veste, da se ga pol zadevate, ne? Če se sam nikoli njega obrnete in pol, ja, vse, ne? Mora imeti ravno to, tudi tako ležišče potrebuje, no? Ni dovolj samo tista školka. No, ampak tole, to je prišlo k nam od enega drugega postopka, tam, kjer nimajo inkubatorjev in so otroci prezgodaj rojeni, da mama dojenčka k sebi, v bistvu takole na trebu, pod prsi, ga obesi in ima obleko čez. Otrok je na koži, to besedno na koži, samo ena tanka plast tkanine je vmes in ga tako greje, tako mu regulira temperaturo in tako naprej. Rezultati so, če ne boljši, izjemno dobro primerljivi z inkubatorji. V boljših porodnišnicah vam tudi dojenčka, ko je rojen, tako ko je vse, ko odmerijo in zapišejo, koliko je zrel, kakšen rezultat je dosegel, vendar položijo na trebu. Ker mnoga, na trebu pa ravno, ja, na trebu, obema prav pride.
In ta občutek povezanosti se ne da seveda z ničemer drugim nadomestiti. Ne gre za tisto biološko povezanost, ampak za en prehod, ki se je zgodil v času rojstva. Oba sta dala nekaj istega skozi in to je te stvari ostanejo. Partnerstva, tudi druga partnerstva, ne? Tam, kjer je šlo vse gladko vedno, to je lahko tudi zelo gladko narazen. Poznate, ne? Tam, kjer se horuk pa je bilo hudo in se je zdržalo, tisto bo držalo takrat, ko bo še bolj narobe, bo še bolj držalo. Tisto zdrži, te prenese, ne? Pomislite, na Božič, vam bo župnik rekel, no, podajte sosedu svojo roko in jo boste podali, pomislite malo, kaj delate, kaj dajete, s kakšno mislijo boste to opravili, ne? Nikoga se dotakneš, dobesedno. In imamo to mi tudi lepo v prenesenem smislu. Nekdo nekaj lepega zapiše in prebereš in rečeš, se me je dotaknil, z idejo, z mislijo in tako naprej. Kot da bi se te fizično. Se pravi, je povzročil s tem neko ugodje, nek drug občutek, ki prvotno ga niste najbolj niti iskali, niti niste vedeli, ali bo. Na tak način reče, se me je dotaknil. Torej, to so dobri stiki, dobri dotiki, dobri stiki med ljudmi. Nujno bo treba reči tudi kakšno, kako, recimo, če imate otroka, bodite poklicno, bodite, da ste kot starši, bodite, da ste kot stari starši. Če otrok ne ve, kaj je merilo, otrokovo neugodje je merilo. Ko se ne počuti čisto v redu, da se ga nekdo na nek način ali pa nekje dotika, takrat je s tem dotikom nekaj narobe. Ker ta oseba, ki se ga dotika, išče nekaj za svoje zadovoljstvo, ne za otrokovo. No, to so stvari, ki so res narobe. Policija je izdala eno zloženko, različna društva, ki se s tem ukvarjajo tudi na tem področju, imajo, mislim, da so skupaj pravzaprav to zadevo zložili iz te zloženke, da je tudi ven, kako otroku rečemo, ne? Tole je pomembno. Pove, da ni v redu, da tega ne želi in če se ne more opreti, da pove nekomu, ki mu otrok zaupa. Bodi si, da je to lahko, včasih je to lahko inštitucija v smislu Centra za socialno delo, če so že večji otroci, lahko je to razrednik kot inštitut, ne? Lahko je to svetovalen delavec, če otrok govori in tako naprej. Skratka, poiskati pomoč čim prej. Na nas pa je, da te zadeve zrelo obravnavamo, ne? Ja? Če dobite, ne vem, nekega najstnika, ki izjemno manipulira, in ste imeli že 150 stvari, za katere so iskali, ste izvedeli, da je resnična, seveda boste tudi tako prijavo neke vrste zelo resno vzeli k sebi. Vedeti pa morate, da z lažno prijavo da se naredi res veliko škode. Predvsem tistim otrokom, ki njihova prijava ni bila lažna, pa se potem obravnavajo, ja, saj mogoče pa, ne? Mogoče pa ni. Tukaj je en velik problem. Res je treba resno vzeti. Ljudje smo pa hudi, kar se obsojanja tiče. Takoj smo pripravljeni obsoditi. Ob prvem znaku, da nekdo nekaj takega omeni, se videli, da je z njim nekaj narobe. Se smo vsi vedeli samo dokazati ni dan, zdaj pa bo. In potem se seveda včasih tudi skaže, da ni bilo tega nič. Otroku povedati sistematično, mi smo s temi otroki, ki imajo posebne potrebe, ki smo jih v okviru društev, smo jih sistematično obveščali, ravno zato, ker so potencialno največje žrtve. Če sam ne more zase poskrbeti, ga mora nekdo drug pomagati mu, da se oblači, slači, skrbi za higieno. Ja, je potencialna žrtva huda, ne? In smo se seveda tudi izobrazili, kako se pogovarja o takem primeru, ampak to je zdaj čisto
tema zase. Hočem povedati, tega je veliko več. In se danes tega ne bomo dotikali, bomo ostali pri tistem, kar se nam običajno v življenju dogaja in razmišljali o tem, kaj ja, kaj ne. Stik z otroki, dotik otrok je kriminaliziran. To je že skoraj, rečemo vsaj, da je greh, če se otroka dotakneš, če ni tvoj. Jaz imam doma nekaj posnetkov, tako z YouTube-a, pa nima smisla, da je tukaj predvajamo, ker pol zvočnike, pa v angleščini je, pa tako naprej, vam kar povem. Ko so nastavili torbo, v kateri je bil posnet, na boljši telefon je bil posnet dojenček, ki joka. Torba, potovalka. Ob steni na železnico, kaj pravite, koliko ljudi je šlo mimo, so slišali, da je noter dojenček joka. Nikjer nikogar in niso odprli. Desetine ljudi. Potem sta dva naključna, sta prišla skupaj in gledala in potem sta se zbila, da odpri, jaz bom pa, zakaj? Zato, ker sta rabila pričo. Oni, ki je odprl rabo pričo, zdaj ni nič narobe naredil. Ker se vsakdo boji tožbe. Deklico, 6-letno deklico je vlačil v dogovoru, to je bilo posneto, skrita kamera, je vlačil možakor, ona pa pila, pust me, ti nisi moj oče. 30 ljudi šlo mimo, nazadnje sta dva, ki bi rekel človek, ti dva pa res ne bosta nič pametnega na svetu storila. Res ta prava kalida. Vsak se ene strani, da bo ta deca zgrabila, kako bo se postavili policaji, da so rekli, ej, snimamo, da vidimo, kako ljudi reagirajo. Super sta naredila, hvala, ne. Ona dva zelo ponosna. Pred trgovino so postavili voziček z dojenčkom, pokrit je bilo čez, ko se reče, prenička, da se ne videlo, kaj je, noter je. Noter je bila lutka, sicer ne bil dojenček in posnet jok. In joka, in tam voziček in nikjer nikoga. Kaj mislite, kdo si upal to odgrniti? Kdo bi si upal potolažiti tega dojenčka, mu obraz pokazati, rekel, počaki, se bo mamica pošla, ali pa ati pride. Nobeden. Kaj se je zgodilo, ko je tam bil v tako pleteno košaro z neko dekico noter položen, kuža, spodaj pod njim je bil pa tudi en zvočnik, kjer se je slišal pasiti cviljenje. Kaj se je zgodilo? Vsakdo, ki je prišel mimo, ga je šel potolažiti. Otroka pa nobeden. Glejte, nekaj je hudo narobe. Tukaj je res nekaj hudo narobe. In to vse v strahu pred tožbo. Se ne upaš si pomagati otroku. To besedno. Tukaj bo treba nekaj narediti. Res, vsak čas nekaj 100 otrok vsako leto rešijo peklenskega življenja, ampak nekaj 10 000 je to pa gor plačalo. In ni bilo, mislim po moje, da bi morali narediti tako, da ti 10 000 in da cele generacije tega ne bi gor plačali na tak način, kot plačujejo. Da se starši več ne upajo. Kje rata se pa upa s 13-letnico po bazenu prerivati jo, metati v zrak okrog, pa to še malo mečkeno. Kaj bo en pet daleč, posod je nekaj, česar se ne smeš dotakniti. Moja oči takale, dajte, vam povem, dobesedno, ni smel kam prijeti, no, dobesedno, ne. In je rekla ta mala, zakaj se pa nič s tabo ne igraš, rekel je, da sem pa punca. Zdaj sem pa kaznovana. Ona me je vprašala, zdaj sem kaznovana, zato, ker sem začela nekaj, ne. In zdaj sem pa jaz, ja, to je resničen dogodek, ne. Ljudje čudno gledajo, zdaj to s to punčko tlele nekaj dela, ne. Včasih pa pa je v komačka, in to je pogrešala. Ma se bolje, hvala Bogu, si je nabavila enega fanta in... Veste, jaz sem mislil, da sem pripravljen. In smo šli skupaj na bazen. Ja, ko je on njo potisnil noter na mesto, ne, riba, isto finto upravljeno. In skočil za njo in njo potunkal in tako naprej. Pride žene, prav pa igrajo bitva na eno hladno šlivo. Jaz sem res mislil, da sem pripravljen na to, da bo ona pač s fantom in da bo on zdaj določene očetovske funkcije prevzel. Vse me je bolelo, tisto... Zdaj je fino, ne? Ko je 25 let stara, zdaj pride pa se stisne spet tako normalno, ne? Ni več tistega strahu, ne? Res smo zadevo kriminalizirali do amena, ne? In dotik ni več veljaven.
ni več veljaven. Na predmetni stopnji učitelji se bojijo dotakniti učencev. Pa koliko pomeni enemu otroku, če piše test in je tak, da je nesiguren vase, da je učitelj ve, in sta vadila in doma je vadil in so v dogovoru in piše, a se vas lahko dotakne. No, ko še možakar iz zavogala. In učiteljica pogleda in on piše test in samo takole se dotakne ramena in gre dalje. Tukaj znotraj je sporočilo, v redu je, saj bo šlo. In morda ga lahko prebere tudi, nekaj sem že naredil prav, koliko fino. Počuti se varneje. Predvsem to, varno se počuti v tej novi situaciji. Tega ni. Najstniki, ki so tako občutljivi, si ne moš tega privoščiti, ker danes, če ga primaš za roko, bo starš klical, bomo tožni, popoldan. Ker si ne vem kaj, če danes jih ne upajo, v preteku jih ne upajo na razen dati. Se je zgodilo na šoli, so rekli, mi smo upali na razen dati, ker sta oba starša taka, da bosta tožila, imamo že izkušnje. In so jih pustili, da sta se ne vem koliko časa zlatla, pa so šolci nekako na razen potredili, in pa seveda so, zakaj niso ukrepali. Normalno. Sej že vidimo malo kam pa s tacom boli, kdaj se da in kdaj se ne da. So neka logična pravila. Stalo sem omenil, no pa smo spet pri nas, pri odraslih. Se sedaj vprašali, kako zdaj posod imajo wellnesse? In v tem se govori in piše, krasno tujko. Gre za neortopedske masaže. Take ne lušne. Pa s toplimi kamni, pa s temi mazili, pa z unimi mazili, pa z jojobo, pa brez jojobe, pa vse sorte stvari. Njihov namen je, da se ljudje dobro počutijo. In prideš in plačaš za to, da se te nekdo dotika in nahraniš dobesedno svojo lakoto po dotiku. Pojdite pogledati, kdo hodi tja, koliko ljudi je s partnerjem. Preverite, kdaj, ko boste tam. Vidite, kaj pokukaj. Bote malo firčni. Manjka nekaj, Manjka nekaj. Ne glede na starost. Jaz se spomnim, s punco sva bila na prvem izletu, takem z letalom sva šla, takrat je bilo prvem, sva šla v Grčijo in vmes med ostalimi je bil en par. Nama sta se zdela stara, ampak tega človeka, vse čas sta se držala za roke. In to ne tako, da ne bomo hoditi. Tako za roke. In veliko je bilo tega dotikanja in tega in popravljanja. A sem v redu? Ja, v redu. Kaj delata? In na koncu mi sva skladila, da Borta bi strašno zaljubljena. In nama je bilo to všeč. In bolj se prav spomnim, eno leto so se zelo za roke držali. Tako da je bilo meni bilo že malo čez, no? Da tudi do tega pride, se mi je zdelo, da ampak se šla potrpi, Ne vem, če veste, iz tiste obljube župnikov, v dobrem in slabem se je lažje držati tistega v slabem. Je lažje zdržati kot v dobrem. V dobrem je težje zdržati, tistega, kar je dobro in tam zdržati, če tega malo preveč je, če slabega preveč se da zdržati, če dobrega preveč, mislim, da je zelo težko. No, zdaj smo po prkemiji. Ne vas imena ne žulijo. Pomembno je, da veste, talete spodaj kortizol, to je hormon, ki se vam sprošti sočeta. Naredim, zdaj ste ga dobili na dozo. Zdaj ste ga dobili, vas se zruka in v trenutku ste pripravljeni na beg, na akcijo, na nekaj narediti. Ampak ta hormon povzroči še nekaj drugega. Povzroči, da gre kri iz organov, ki niso nujno potrebni za beg ven. Tudi iz možganov.
in vse gre v roke, v noge, v te velike mišice in si pripravljen ali za bitko ali za beg. Karkoli se bo pač izkazalo v zadnjem trenutku za bolj primerno. Zato tudi takrat ni posebnih čustev, ostane strah, ostane razdeljenost od drugih in vsakomer vidiš nasprotnika oziroma sovražnika. Če opazujete, tudi pri živalih je podobno. Če gledate psa, zdaj bodo tele petarde in te stvari, če se je pes enkrat ustrašil petard, kar ric pusti dol in je pripravljen bežati. In je tako prestrašen, da lahko ugrizne celo lastnika, ki ga ima neskončno, res neskončno rad. In te lahko ugrizne tvoj lastni pes v paniki, v strahu. Zakaj? Zato, ker vidi posod sovražniki. Ne vidi samo sovražno situacijo. To je hormon, ki razdeljuje nas, vsakega posameznika od vseh ostalih. To je slaba reč. In ti signali, to vrstni tudi po telesu, če vas nekaj izbode, ali pa če nekaj se veste, če vas nekaj pade v okolje, v trenutku isti, preden pride do očesa, tiste pol centimetra, koliko ženske imate daljše. Ne vem, če ne podaljše, tudi velja, ampak preden pride tako objekt, to že zaprete oči, v trenutku, rečemo res v trenutku. To je zelo hitro. Mislim, da medicinci rečejo, da je to A-sistem živčevja, kar imenuje s črko. Obstaja tudi C-sistem, zdaj ne vem, kaj se je z B-jem zgodilo. C-sistem je pa drug sistem živčevja, ki deluje zelo počasi. Tam signal potuje približno s hitrostjo 1 meter na sekundo. To se pravi, pri dvometrašu, če ga na nežno pobožaš po podplatih, ne tako, da ga žvečka, tako da je prijetno, ali pa začneš gležen masirati, traja 2 sekundi, da on ugotovi, da se to dogaja. Medtem, če ga špikneš, tako v trenutku ve. Zapomnil sem si tudi zgodbo, ena gospa je imela eno živčno oboljenje in je ta druga 2 sistema sta ugasnila, nista delovala. Ni čutila, če so jo špikali, če so jo ščipali, če jo je pa nekdo nežno pobožal, je pa čutila. In so hitro začeli delati slike, tisto, kar se pač da, ne vem na kakšen sistem, kako se širi ta signal po možganih. Ne vem, če imate epilepsijo ali pa kaj podobnega, če imate tak napad, lahko se da slikati. Vidi se, kje, kolikšen del možganov je vznemirjen, vzburjen. No in tam se vidi, vse to gre zelo počasi in se vidi, kako to ugodje v bistvu počasi zavzame cele možgane. Tudi ta sprednji režen, kjer domujejo čustva. In zato ta oksitocin, to je ta, ki ga dobiš tem, ko te nekdo boža, ko je stavo nežen, pomirja in povezuje. Imaš občutek, da je prijazen, na tak način so ljudi veliko, čeprav so morda ravno tako nevadni, ampak imaš občutek, da so prijazni. Zato ona hinavska verzija, na lep način, pa kar nisi več pozoren, deluje. Zakaj? Zato, ker misliš, da dejansko imaš občutek, da je prijazen. Ampak tako deluje tudi ljubezen. Ni ljubezen samo nekaj, samo na oči, pa srce in tako naprej. Ne. Veliko teh drobnih dotikov in tega. Imaš človeka zato tudi bolj rad, ker ga sprejmaš, ker rečemo, zleze v srce, mislimo, pa v glavo mi je zlezel. Prav srce ima svoje čare tudi, še vedno so zgodbe, ki dajo misliti, kaj je zdaj s tem srcem. To veste, da če ga vzamete, vendar še vedno tripa in se ne ostavi, še dolgo časa. Torej, ta hormon, ki ga dobiš, povezuje. Zdaj pa pomislite, kako je z otrokom, z dojenčkom, ko ga mama prinese domov, kaj z njim počne. Je cele dneve. Normalno, da sta povezana oba dva. Na obe straneh pride do te ljubezni silne, ki, če prav zdrži tudi najstniške napetosti in kakšne druge hude čase. Zato te pa tašča ne more tako rada imeti. In je nje, pa te ne božaj si, tudi ne pustiš. Ja, normalno, Ja. Kaj je z očeti? Mislite, da se za manj reče, da ima mama ima aspirin,
če se udariš v prst in pride otrok, mama boli, in mama kaj naredi. In pomaga, to je aspirin. A ta ima pa urin. In ga da tako, da vzame otroka v naročje, se z njim pogovarja, se ga dotika. To, če ga vzame v naročje, pomeni, da se ga dotika na veliki površini, ne? In zato to pomerja, zato se otrok umiri, se počuti varno, se počuti tako naprej. Glejte, logično je, ko enkrat začneš brskati v to smer, ugotoviš, kako je dotik pomemben. Bom pa povedal eno štorijo z očetom, ki je prišel v zavod. Otrok je tudi prišel, je bil sodno dodeljen, ata razburjen in tako naprej. Kako smo se odločili, kaj bomo naredili. Ker nekako nismo mogli te dveh oseb skupaj spraviti. Pomagal je pa dotik. Če vzamem učiteljico, ne, ki se ukvarja z otroki, če jo sprejmejo otroci, se oni sami začnejo dotikati. Ne vem, če poznate tisti, ali pa če ste pozorni, kakšen fant, ki zna biti predvsem problematičen, pride na športni dan, ali pa na kulturni dan, ali pa na drug dan. In še v 4. razredu, tudi v 5. prime učiteljico za roko in hodi z njo. Počuti se varno, ker sta v neznanem okolju, v razredu je glavni gavnar, ne? Tam vse ušpiči. Ampak zunaj razreda se pa ne počuti varno in takole naredi, kaj to povzroči pri učiteljici, občutek. Zdaj bo pa stik navezala, zdaj pa bo. In upa, da bo naslednji dan v šoli vse drugače. Za dotik je tudi dnevna doza. Jo rabiš, nekje sem prebral, da rabiš 4 objeme na dan za preživeti. A ne? To je... Treba bo poskrbeti za to, ne? Učence, ki se te dotikajo, ne, to je, mislim, da je velik privilegij. Zato, ker oni iščejo tebe, oni iščejo tvoj stik s tabo, oni potem začnejo tudi, ker vedo, da delaš prijateljsko, to občutijo ob teh hormonih, ki se jim izločajo. In ti hormoni niso vezani na starost, ni tako kot v puberteti, ne. To zaupanje povzroči situacijo, ki jo včasih poznamo, ne. Najprej je mama, bila na vrsti, ker je mama rekla, potem, ker je babi rekla, pol, ker je ati rekel, in pol je bil ves ostali svet. Zdaj, ker naenkrat učiteljica je rekla, in če je učiteljica rekla, mora tako biti. In ima kdaj kakšna mama občutek, da ji je učiteljica ukradla otroka. Ker kar naenkrat je ona tista ta glavna. In če je učiteljica rekla, tako mora biti, tako in konec. Zakaj? Zaradi takih dogodkov, ne? Jaz moram priznati, da sem srečal vse sort mame, tudi zelo hladne osebe, ki niso izkazali, en par poznam 10 let. In jih nisem enkrat videl, da bi se tako prijazno dotaknila ali pa objela tam, ko smo skupaj, pa smo vsaj 2-krat na mesec se vidimo, pa kakšne neumnosti zganjamo, ampak se ne dotikata. To ni v njuni navadi. In sta tudi otroka, 2 sinova, strašno hladna. Tudi eden do drugega. Čutek imaš, kot da je to razseljena družina. Kot da so zdaj za ta namen so prišli skupaj, drugače pa živijo vsak nekje na drugem koncu. In najdeš nekih povezav. No in ko sem jaz začel te stvari in pripovedovati in tako naprej, to pa ja nima nobenega smisla. To je tako, so mi razložili, da je približno kot čustvena inteligenca. To je nekaj, kar je na novo zmišljeno, samo zato, da ljudje služijo denara. Ampak čustvena inteligenca ne pomeni dosti drugega kot to, da jaz čutim druge ljudi, da se lahko vanje vživim in da tudi sam doživljam veliko kvaliteto svojih čustv, pa velik razpon. In da znam to dvoje uskladiti. Če jaz nimam sposobnosti se drugega vživeti, jaz pa lahko rizbo strgam kot sošolec. In nimam več slabe vesti, pa kaj? Prej pa novo nariše, vse ima čas. Dokler meni ne strga rizbe. Pol je pa cela drama. Ali pa kakšen fant, ki se pretepa druge tolče in
što pa nič hudka, kaj malček sem ga takole, pa pola, ne. In ko nekdo obriše njega, poslužite to, kot da se je svet podaril. Je takoj, kaže upravnik, tako ima zdaj fuzbal čez. Čeferin, takoj Čeferin. Takoj je njega pričajo starši. Ja, se to je tipično, ne. Nekateri športi imajo, tam je tudi dotika, ne, prepovedan, kaj je dovoljeno in kaj ne. Ampak se ne morajo odločiti, ne, to so moški, se ne morajo cincarji odločiti, kaj je dovoljeno in kaj ne. In zato imajo rumeni karton. A veste, to se sicer ne sme, ne, ampak zdaj neti še bo. To je tako, kot če bi mama prišla domov, otrok brca na drugega v glavo in mama reče, viš, to se ne sme. No, daj ga še ne dvakrat, ampak nikoli več. To je isto, rumeni karton, ne. In bolj se čudimo, kako se te ljudje zdune športnega življenja, kako se obnašajo, tako kot se navajeni tam. Vse, kar je strogo prepovedano, je dovoljeno, tako se jim zdi. Ne? In splošne norme nekako ne obveljajo. Zdaj, mi kot starši, pa kot strokovni delavci, pa kot stari starši pomeni še vedno starši, ja? Slišimo, da je še vedno ista beseda noter, ne? Imaš eno generacijsko izkušnjo več, ampak še zmeraj si starš. To ni zdaj nekaj, kar bi bilo za odpisati ali kaj, sve kaj, ne. Starši, vemo, smo lahko videli, da je nujno potreben, a ne. Majhnim otrokom, velikim otrokom, odraslim. Če je otrok vznemirjen, stisniti se, pobožen, ampak kdo ga bo? Učiteljica, ki bi to v razredu naredila, riskira, da bodo starši se pritožili, da gre za neke vrste zlorabe. Pa poznamo varovalni objem, ima celo ime, varovalni objem izgleda tako, da otroka vzameš v naročje, takole ga primeš za rokce, skriš, ga posedeš, brado stran, zato ker tako leta očekaj, po žensko se usedeš, se pravi, kolena skupaj, ker gor sedi in pete narazen, grbince z nogami in te popišoki, ne, ja, in počakaš, da napad mine, ne stiskaš ga, ne dušiš ga, ampak ne pustiš ga ven. In proba na vse načine, vpije, kriči, razgraja, premetava se. In v nekem času, ker je ta dotik tudi zraven ves čas prisoten, bolj ko miga, več dotikov je. A veste, zato to je krasna stvar, ne? In otrok se umiri. In ko se umiri, ga vprašaš, kako zdaj se umiri, jaz se umiri. Na malo popuščate in če vidite, da ruknika še malo zagrabite, ne treba še eno rundo. In potem rečeš, se lahko kar pol obsediš in se potem dogovorite, kako in kaj še, ko je v naročju. Kako in kaj bosta pa zdaj naprej. Jaz sem rekel dnevno dozo. To ne pomeni, da ga boste vsak dan, ampak kada je res vznemiren, včasih se otrok ne more pomiriti. Včasih je zelo hudo, nekatere šole opozarjajo, pa zdravstveni domovi že, otroci, ki ne zmorejo šolskih programov, zaradi tega, ker so starši prezahtevni. Otrok pa ima neke omejitve. Pri majhnih otrocih se to pokaže, zdaj zadnje čase je kar nekaj tudi epileptičnih napadov. Otrok jih nikoli ne imejo dobi epileptičnih. Zakaj? Pregori, enostavno, to besedno, varovalka gre. Od pritiska, vsakodnevnega pritiska, ki ne pojenja. Ponedeljek, torek, četrtek, petek, sobota, nedelja, ponedeljek, torek, do konca, do amena. In še v počitnicah bodo starši jim dali nek program. In počitnice bodo postale učitnice. To je res hudo. Ko so najstniki, fantje grejo v depresije, dekleta pa v prehrambne težave. Vedno jih najdem. Ne glede na to, kdo vodi gimnazijo. Ni odvisno od tega, katera gimnazija je, a je zadaj kakšna filozofija, a je privatna, a je državna, ni pomembno. Starši so tisti, ki zahtevajo od njih preveč. In od punce terjajo, da je odlična, ne? Čeprav ne več s temi besedami. A si vse naredila? A pa si, kako ti je pa šlo? A si vedela vse? Ne vprašajo, a si dobila 5, ker to pričakujejo. In punca nazadnje lahko odloča. Edina stvar, o kateri odloča, je, koliko bo pojedla.
In se odloči in to o tem res začne odločati. In ker ima slabo vest in ker se hoče potolažiti s hrano, ker ima druge probleme, problem starši, nazadnje se poje in ker ima slabo vest, gre in zbruha. To je zadeva, se zelo hitro obrne v en krog, iz katerega je izhod zelo težak in nekaj odstotkov jih vsako leto umre. Za polno mizo. To je zelo žalostna stvar. Če vprašaš starše, ko vprašaš, kaj ste naredili, kolikokrat objamete svojega otroka, kako ga potolažite, kadar je žalostno. Veste se, ona se noče več dotikati. Seveda ne, ker ga bo mama vzela na roč in, a vidiš, če bi bila pa takole pridna v šoli, ki si zdaj gleda doma, bi bila pa več. Ista pesem. Kaj je kar pridne, jaz ga kar zdaj odložil, ne po svoje čana. Prej sem obljubil eno iz moje prakse. Ata je fajn popival in dekle so dali k nam, ata je imel obvezen ukrep zdravljenja, mama je bila neznano kje. In se zmenimo, da prvič oče pride uradno na obisk, takrat, ki je bila tudi punca, zato da bi pričel jemati domov čez vikend. Se punca začne pripravljati, da se vrne domače okolje. No in se zmenimo, punca pride, že malo prej, v pisarno, sedimo, svetovalen delavc, pa vzgojitelj, pa jaz, pa dekle, nakar pride ata. Pod gasom. Ni mogel priti trezen, ni zmogel, dejansko ni zmogel, ne. In pride in ta mala se samo obrne in pove vzgojiteljici, da ona ne bo govorila, ker je ata spet pod gasom in na koncu je bila zmeraj še tepena, karkoli je rekla, ker ni bilo predvidljivo, ni vedela, kaj mora reči, da ne bo tepena. In se je bala cele scene. Tam je rekla, ne bom nič govorila, ata je pijana. Mi še videli nismo, da je pijana, ona ga je že videla, ker je bila navajena, je morala spoznati v sekundi, ko je stopila v prostor, doma tudi. No in njena vzgojiteljica samo takole je roko dala na koleno, punca utihnila in nekaj roko gor. Na drugo stran pride ta ata, se usede, tako se je zraven se usede, tako je bil svetovalen delavc, govorno, za kakšnim namenom smo se srečali, da povemo, če ima kaj kdo zapovedati, ta mala, ne, ata, no se sem vedel, mulasta, zdaj vi boste pa še otroka vzela, in jaz vprašam, zdaj jaz imam nekaj izkušen tudi kot šef, smo upravka tudi z ljudmi, ki so kaj popili tudi na delovnem mestu, tako, malo se vam jezik zatika, malo ste se kljuke hudo oprijemo in tako naprej, najbolj ste nekaj spil, preden ste prišel, To za vašo otroka pomeni, da se ni nič spremenilo. In ona v tem trenutku ne more nič delati, ata se razburi, In jaz ga takole za ramo primam reč, danes bomo dogovorili, kako bomo. A je v redu? No ja, pa naj bo, No ja, nekako eno dovoljenje in smo se dogovorili, daj, pride naslednji, čez en teden pride. In smo rekli, naslednji teden boste vi prišli, pa se bomo mi začeli pogovarjati, pa bomo pa punco pripeljali, če bomo ugotovili, da je vse v redu z vami in predvsem kar se tiče alkohola. In ata pride naslednjič res trezen. Punca pride noter, ga pogleda, je rekla, te nisem videla treznega, že sploh se ne spomnim in se mu je usedla direkt v naročje. Tako so mu solze tekle očetu, da ga je pa hčiga je to lažila in veste, se ni šlo vse sposansko. Ta punca je potem, ko je bila večja, pa nas je ostala dolgo časa, se je tudi našla fanta, ki je pil. Kaj pravite, zakaj? Ja, ker z njim ni znala ravnati. In pol sem jaz naletel na statistiko 4/5 deklet, 80% hčera alkoholikov se poroči z alkoholikom, ker so navajeni z njim delati. In je peklenski krog zaključen, nova generacija z istimi vzorci. Ata se ga fajn naleze, mama reče, da je to tako, si se ga nažrl ko svinja, zdaj boš pa in pol je cel teden priden do naslednje turneje. In gospa ima oblast, moč in je ne želi opustiti in hkrati ima dvojne sanje.
da bi mož nehal piti in da bi jo tako ubogal. Ampak ko mož to neha biti pokoren na tak način. To je problem in pa gre marsikaj lahko fejst narobe. Ja, to je človeško, taki smo. Hkrati si želimo imeti moč, se ni zamati s pregovor, pazi, kaj si želiš, ker to boš dobil. In bolj vidiš, da ni tako enostavno. Zdaj, če imam jaz neko inštitucijo, ko sem delal v mladinskem domu, mi smo res gojili ta inštitut dotika. Tudi fante smo, psihologe bi še malo več, kot dedec. In smo se odrasli moški zmeraj cukali s fanti. Zmeraj smo našli nek razlog, da si ga zagrabil, vzel naročje, ga onemogočil. In je obstajal en video posnetek, kjer je otrok se vidi, kako se bori, da bi se izmuznil ven z njegovega naročja in ko ugotovi, da se ne more, ko mucek je tako ne in se je čisto umirjen. Točno vidiš, v čem je hec. Kako se je počutil varnega, kako mu je bilo udobno, kljub temu, da 10 sekund nazaj je še razgrajal, kot da bi bilo ne vem, kot da se bo nikar svet podaril, kot da ga rečemo živega koljemo. Tudi take stvari, kot je nogomet, smo igrali zaposleni proti našim otrokom. Kakšni smo imeli gležne vse plave. Se je poravnavalo tudi preko tega. Ampak smo šli vedno v te nove igre in prerivanja in smo nabili pristranskega sodnika, da je presodil, kaj je in nič se tako odločil, da je bila kakšna goljufa. Čeprav včasih je bil avto, pa je gol. Fantje so mu zaupali. In so rekli, on bo pošteno, to je bolj špila, ti bo zmagal. Ne glede na število golov. Na koncu je on tako presodil, da so se pripravljali resno, čeprav na koncu goli niso šteli. Mi se pripravljamo in če so se pripravljali, se resno pripravljali, so se tudi zmagali, ker mi se pa nismo utegnili pripravljati. Teh drobnih stvari, teh dotikov, pa da prideš zjutraj, pa ko odhajajo v šolo, pa vidiš, a si se spet s petardo počesala. Še bolj, ko jaz delam, si se s petardo počesala. Ja, kaj misli, tako da bi ne in si viš. Pa so kar držali, zakaj? Zato, ko se vedi prvič, nič hudega in nočeš drugič ve, da je ne boš pocukal. Imeli smo dovoljenje na obeh stranih, otroci so vedeli. Imeli smo pa tudi nekaj otrok, vmes eno deklico, ki je imela za sabo eno tako zlorabo, nikoli potrjeno nekjer dokazano, ampak bila je v obravnavi tudi zaradi nje, nikoli ni prišlo do kakšne sodbe, pri tem dekletu, če si roke proti ne stegnil, to je kar zvalovilo. Tam nisi smel in ko so prihajali študentje na prakso, vse moške študente smo posebej šli dol na malico, da organizirali tako, da je šla deklica tudi meni, da so jo videli, ne dotikaj se. Niti takole ne smeš narediti, nikoli. Zakaj pa ne? Kako boste pa videli, da je že, če je... Ne. Za vas pomeni ne. Ne poznate, ne zmorete. Če kdo ne zmore, ne reče, grem drugam na prakso. Konc. Punca se je umirila s časoma. Nikoli toliko, da bi človek lahko prijel, prišel, pa jo objel čez rame. Toliko ne. Toliko je pa prišla, da se ona včasih malo naslonila, tako čisto narahla. Sem to, da je čutila, da si tam in, ti si. Tako prav, res prav narahlo. Toliko je prenesla. Jaz si ne predstavljam njo z njenim fantom ali pa njenim možem, ki se toliko bala vse dotikov, res ne. Posledice zlorab, verjamem, res so grozne. Posledice tudi otrok, ki se jih ne dotikamo, za te otroke so posledice. Zato, če imate otroka v vrtec, pošljajo, marsikdo od staršev reče tudi v osnovni šoli, ja, vi ste naši toliko navihali. Vi ga kar dajte, reče učiteljici, razumče, kar za uhoga dajte. To točno veš, ti jih bodo prvi dožili, ne? Fino bi pa to, če bi starši rekli, ali pa če bi lahko dali enkrat, pri nas nimamo navado, da otroke v naročju vzamemo, da jih pocrklamo in tako naprej, tako kot vzamemo od staršev na šoli, recimo, dovoljenje, da jih slikamo, tam, ko so neke prireditve in tako naprej, ne se jih ne vsakega posebej.
V tem smislu, da obstaja neko poročilo, kako se dogaja, pa starši vidijo, kaj se dogaja na šoli, če bi takrat tam zraven bilo tudi napisano, mi se jih tudi dotikamo. Zdaj verjamem, da že dolgo časa niste bili pri telovadbi, tam, kjer so najstnice, 8. pa 9. razred. To je zdaj vse drugače. Ko sem jaz hodil v 8. razred, je bilo samo nekaj deklet, ki niso bile več ploščate. Takrat tiste, ki niso bile ploščate, so bile vse kakšno kilo več. Po teh maščobnih celic bistveno več. Zdaj jih vidiš punte nenavadno okrogle, pa koščene, hormoni. Zdaj ali s hrano ali kakorkoli pustimo to. Dejstvo je, če danes greste pogledati tako telovadbo, ne boste nikoli videli, da bi učitelj, punce imajo neko vajo, recimo skačejo s kolebnico, da bi učitelj, ki je moški, ker kolegica lik ravno, kar tam so nekaj delali, on prevzame vajo, nikoli ga ne boste videli, da stoji pred dekleti. Zato, da je njihova intima zaščitena, ker ene nosili, take modrčke ene, take ene, brez ene in to je vse ta holadrija. In dejansko učitelj stoji zadaj. In če ne veš, kaj je razlog, se tudi tako včasih malo čudno ali pa nenavadno. Če je moški učiteljki, če ima ta mešano skupino, ko igrajo med sabo po spolu, če se hkrati imajo telovadbo, bo vedno tako. Zakaj? Iz spoštovanja do teh deklet, da je ni treba biti narodno, da se lahko obnašajo tako, kot se one same obnašajo, ne da pazijo, kaj bo kdo od odraslih zdaj videl, kako se one razvijajo. Tega je veliko tudi, gospe pri fantih, pri telovadbi in tako naprej. Ista štorija, ne? Dotikov pa manjka. To gre tako daleč, da ko grejo fantje v garderobo, tam je še zaklenjeno, tukaj zaklenejo za njimi, da punce ne skačejo, pa ne nagajajo in obratno, da oni ne grejo k puncam, da sta okoli tam odpre, tam se na katerih šolah je to cela ceremonija, res se trudijo, da bi zaščitili intimo teh otrok. A veste, in bolj zato, ker je v nekem trenutku en otrok moj bilo slabo in ne vem kaj, pa sta se dva stepla, ker nista znala drugače rešiti zadeve, ker jih starši tudi niso naučili drugače rešiti zadeve. Učitelj seveda potegne ta kratko. Jaz mislim, da je prav, da kot če si razrednik, jaz vsekakor povem staršem, da se lahko dotikam, ko pridem. Pa tudi, če je individualna obravnava, ali pa če smo nekje, če gremo na tabor, in povem, in bomo dotikali se bomo. Za najstnike smo celo organizirali eno tako preprosto masažo, so se učili masirati. Zakaj? Zato, da so vedeli, kateri dotiki so dovoljeni. In da ko gre fant dekle masirati, kaj ne zdaj naredi, ko pride do trakcev od modrčka. Kaj zdaj gre česa, tam vse pusti, in proba čarati, ali kaj zdaj, ne? In ko masira hrbet, do kje je še hrbet, ne? Kje pa ni več. Ja ne vedo, dejansko ne vedo, kaj ne bi bilo, ne? Smo imeli lepo fizioterapevtko, ki mi je pokazala takole in potem obliko vlakeca, veste, so sedeli en za drugim in en drugim ste se tako držali, tako bala nebesa, ne? Dajmo, gremo se vlakec. Od 15. pa od 14. pa tja do 19. leta, čist, wow, koliko je to fino, a ne? Ampak to je bila prav ena tema, en tabor je bil med sebojnim odnosom posvečen tudi z mejo, kje je dotik, kaj se sme, kaj se ne sme. A se smeš trebuha dotakniti, ne smeš, ne. Če prideš pa jo hočeš ustrašiti, ne, a jo smeš za boke prijeti, ali jo smeš za pas prijeti, ne. To so še zelo občutljive stvari in oni tudi ne vedo, kaj je prav, ker so jih njih fizioterapevti prijemali povsod, na vse mogoče načine. Ne vedo, nimajo vse, se ne zadnje že vaje delati. Ja, ker se dolgolask tiče, obstaja metoda, ki vedno prime. Krtačom roke pa česa. Ja, ko se razčeše enkrat, ure so pripravljene sedeti in držati. Ali res? Je res, no, tako. No in ko to fantom poveš, ne, prima, ne, komaj to pa, ja, nekaj takega, ne, eden od močnih simbolov ženskosti,
dolgi lase. Dobro, se takrat, ko sem bil jaz mulc, ni bilo, ker sem bil jaz daljši od večine na šoli. Ja, lejte, se pač pa stvari spremenijo, barva se spremenijo, večina in tako naprej. Če bi nekako zaokrožil, pride vam dam domačo nalogo. Je še čas? Ja. Dovoljeno je, torej, ni vse dovoljeno, kar ni prepovedano. Če ni prepovedano, to ne pomeni, da je dovoljeno, ker so osebne meje. In bo treba spoštovati osebne meje otrok in osebne meje staršev. Staršev obvestiti o tem, včasih je dovolj, da obvestiš, seznaniš pravočasno, ne potem, ko je že problem. Mi pa to tako delamo, boljše, če prej vedo. Mi gojimo tudi kulturo dotika, se pravi z otroki smo, lahko tudi povem, zakaj na šoli in tako naprej, kaj je tisto, kar pomaga. Učitelju v 5. ali pa v 7. razredu ni treba celega cirkusa zganjati, če lahko učenca umri tako, da pride tja, se tja postavi, pa on še kaj nekaj potazun, pa se ga dotakne in je zadeva končana, gre mimo nazaj. On se obrne, začne klepetati, stopi na in vidi, da ne bo odnehal, pouk teče normalno dalje, tako kot se tudi zdaj le ni nič ustavilo. Zdaj pa, kdaj ne? Ene mame res dušijo z ljubeznijo svoje otroke. Jaz, kadar sem naletel na to in ko sem začel brskati, ker me starši sami najamejo, pa lahko brskam, vprašam, lahko vse vprašam, lahko, in pa zveš, se tako za nobenega ne poveš, kako je pa pri njih zadeva urejena, nikoli ne boste zveli, kdo je to bil, ampak odkriješ, da mami manjka nežnosti že v partnerskem odnosu. In seveda, najlažje je v tem primeru popasti otroka, Ta je zelo primerna žrtva, ker se ne zna braniti, ker ne ve, kaj je primerno in koliko je primerno. Ampak ko otrok se jim začne nazaj držati, je to definitivno znak, da naj mama od očeta sterja tisto, kar misli, da bi morala dobiti. In tukaj se pokaže tisti rek ali moto, kaj moramo ljudje dobiti. Kupiš tisto, kar res rabiš, samo tisto, kar rabiš, ne tisto, kar si želiš. Iz zakona ven moraš pa dobiti tisto, kar si želiš, tisto, kar rabiš, ni vedno dovolj. Recimo te nežnosti povedati, ne da je polko vampir, da vsako priliko izrabi in se presesa na otroka, ali pa na moža, ali pa na oba. Kaj zdaj to je? Kako se to izraža, koliko možnosti je? Sej, kaj pa naredite, ko pridete domov, če eni pride službe, imamo določene dele telesa, ki so izjemno dobro oživčeni, usta so tiste, saj sem človeška vrsta ni za manj to, da se poljublja. Zravno zaradi tega, ker tu je zelo močna izmenjava, kar se živčevja tiče. Najmočnejše, to je najbolj oživčeno. Zato se poljubljamo. Veliko signalov steče v trenutku. In bližina in vse. Se spomnite, a ste gledali film, kako ima naslov? Julija Roberts igra eno prostitutko. Ja, Čedno dekle. Pretty Girl je originalna naslov, hvala. Čedno dekle, ko jo Pretty Woman, hvala. In ona tam reče, ko ste se srečala s to stranko, prav, kaj pa delaš, prav, vse dela, samo na usta se pa ne poljublja. In potem si vedel, da punca kakorkoli že je tudi delavno dekle, kot se jim reče na drug način, ene norme vseeno ima. Nekaj si je prihranila samo zase oziroma enkrat za svojega partnerja. Marsikaj lahko opaziš, če gledaš na tak način tudi svet, gledaš tudi življenje, gledaš televizijo in še kaj. Res veliko stvari opaziš. Kaj počnemo ljudje na tem področju? Kaj ja, kaj ne. Tole nedvomno od partnerja dobiti,
potruditi se, najdeti za izmenjavo, ko pride domov, če pričakuje gospa, da jo stisne k sebi, pa kožne, da mu to pove, ker on morda tega pri svojih starših nikoli ni videl. In mogoče bi to on rad naredil, bi mu zelo ustrezal, ampak tega ne počne. Ne pa začneta po 20 letih ali pa po 15 letih skupnega življenja en nov obred, ki bo prijeten za oba. In bo vsak dobil tudi tisto, kar potrebuje. En tak droben signal, da so stvari v redu, eno sporočilo, tako je, kot mora biti. Nekaj otrok je res, prej sem omenil eno našo deklico, ki se je nismo smeli dotikati, smo moški morali kar zelo okrog nje hoditi. Obstaja en del otrok, ki ima težave. Težave, pri njih je moten ta senzorni del, to kako zaznavajo svet okrog sebe, ali tam, kjer so čutila, ali tam, kjer se v možganih dogaja, kjer se prevaja zadeva v neke signale. Oni svet občutijo drugače. Jaz sem nadečka, spodna vrstica, da je imam nekakšno svetopisensko ime. David, v redu. David, tipično za tega otroka je bilo, prvič ni se hotel kopati, tuširati in podobno. On je vpil, mene peče, kakorkoli je bila hladna voda, njega je peklo. In tudi, ko je bila čisto mlačna voda, on je pa šel rdeč, kot da bi bil dejansko upečen. In so potem razmišljali, da mogoče imajo tam bolj klorirano vodo, ker je tako vaško okolje in tako naprej. Ni bilo to. Nisem maral strišt, to je bil vedno cirkus. Flajšter dati gor naravno, on je vse dobro tem. Brevezo in tako naprej. Vse je šlo dol. Hlače, jaz sem ga spoznal, mislim, 4. razred. Ja, 4. razred, on ni imel še nobenih hlač s pasom ali pa z takega trdnega materiala. Vse je bilo na elastike. Ker ni prenesel dotika. Ni prenesel dotika. In ko smo midva začela delati skupaj, sem jaz, ko sem ugotovil, v čem je problem, da se bo treba malo dotikati, da mi bo sploh malo verjel, da mi bo zaupal, ni šlo drugače, kot da sem prinesel samo polovico orodja, s katerim bi sicer delala, mi pa bi delala eno ob drugem. In bi se on, k tem, ko gleda mene, učil, kako ne dela. Zdaj bilo pa tako, da je bilo treba za roke prijeti, mu pokazati, in imela sva en komplet orodja, da je tega izmenjave in naključnih dotikov ogromno. In se je v enem mesecu približno se je navadil, da sem tam blizu njega. To ni bilo tako, veste, da bi bil blazno navdušen, ko je spridem, sploh ne. Ampak je prenesel nekako, da sem tam. Tako, ne, še smer je malo bentil sam zase. Do neke točke. Ta točka je bila, ko smo šla prvič skupaj na ribolov. In potem je ujel ribo in je bil strašno srečen in jaz sem že vedel, če bo problem. Dobro spet. Ribo spustiti. Ne, ki nisva domov nosila. In kaj zdaj? Kdo bo prijel to ribo? Ja, v redu. Dobro, to pa ti drži tole pride in tole in sva začela kombinirati. In tako da je on čisto zraven držal in sva se dotikala in tiščala in drugega. No, takrat naprej so šle pa stvari bistveno bolje. In enkrat, zame je bilo tako kot razodetje, veste, res. Sedim tako po moško, se obsedem nekaj, čaram, da delam na strani, gre še nekaj in skrat pride in se usede meni na koleno. Se usede in s kolena dela. Wow, je rekla mama, ki je šla mimo. Jaz tudi ne, prišli smo nekam daleč, res daleč naprej. Lahko je prenesel, da sem bil tam, začel mi je zaupati. In smo prišli precej daleč. Ne do konca, zadeve nismo mogli čisto urediti, ker smo ugotavljali, da kamorkoli prideš, da ta otrok dejansko drugače dojema svet. In smo ga dali v Ljubljano, s strokovnjakom, na en pregled in so res ugotovili približno 60% on doživlja svet drugače, kot ga drugi otroci. Ni prenesel, da se na glavo obrne, tega, da je bil na glavo obrnen, to je bilo živa panika. To je bilo zanj ko smrta, veste, nekaj se počuti življenjsko ogroženega. Kaj to pomeni? Telovadba in preval,
Mislite, da ga je lahko naredil? A je lahko skakal po trampolinu? Ne, ker je isti signal dobil, ko greš gor, ne? In ko greš dol, isto čutil, da imaš vse v glavi, tako da to so dosti hude stvari. Se bo. Bo minilo, da ne kašljaš, da živiš. To da se ne sekira, ko že gospod sam uletil. No, kar smo naprej delali, pri dečku smo dobil je Jopič. Jopič, v katerem je bil šit pesek, akribiški. V žepe smo vrečke dali noter s peskom. Zakaj? Zato, da ga je mečke nadol. Potišel, da je začel čutiti. On je začel čutiti sebe, prvič čutil tako, ko je hodil. On je. Drugače ni maral. Bunde, ki jo mama kupila, nikoli ni hotel imeti. Nobene nove bunde. Eno staro je hotel vedno vlačiti, ampak to je bila stara, težka bunda. Zamenjali smo mu kovter od babice, kaj je prepeljala mama. Ta star kovter, ta debota prešitna, veste, te pritisne dol, ker smo ugotovili, da ima sicer en lahek kovterček, ampak v svoji posli imel še vedno polno igrač in z njimi se je v bistvu pokrival. Kovter in tiste igrače in je prve noči fant spal, tako da ni imel podočnako. 4. razred, prej ni pa vedel, na vseh fotografijah z ga videl podočnako. Ni bil prespan in se zatečen, zopren, vse še marsikaj zraven, ne? Potem se je odkrilo še druge težave, ki so zraven, ampak pri takem otroku, če si hotel od njega kaj, ne, če je učiteljica stopila proti njemu, da ga bo oprijela, da ga bo umirila, on če drugega ni mogel, je pljulo na čevelj. Ker je hotel na vsak način, brezpogojno obdržati stran od sebe. On si ni mogel dovoljiti, da bi ga nekdo, ki ga toliko dobro ne pozna, prijel. Z eno se je zelo dobro zastopil, je sklenil nekaj vrste premirje, da ga je lahko obvladala in so potem njo poklicali, če je delal nemiru v razredu. Na špiču je pa 1000 problemov, seveda, ker ga nihče ni maral. In on se vse čas nekaj občutek, da se mora maščevati. Zakaj? Ker so bili okrog in krog njega sami sovražniki. Zakaj? Zaradi hormonov. Ampak to vem šele zdaj. Tista leta takrat, jaz tega nisem vedel. Fant bi rabil dotike, fant bi rabil nekam ga pelati, kjer ga bojo zmasirali, kjer bo prenesel dotik, ki ga prenesel in ga bi bilo treba s temi dotiki nahraniti, da bi začutil ljudi okrog sebe, da se tudi prijazni lahko. On ni zaupal nikomor, niti očetu. Tudi pri meni, samo enkrat se je usedil. Takrat v tisti trenutek. In je bilo wow, ne? Tako hudo je to lahko, ne? Da ne vem, če poznate otroke z Aspergerjevim sindromom, če ste kdaj slišali ste mogoče. To so otroci, ki so lahko izjemno inteligentni, vendar težko prenašajo druge ljudi. Zelo težko. In ne znajo lagati, recimo. On bo vedno povedal po resnici. Lahko mu 1000krat poveš, ne smeš povedati, ne, otrok slučajno vidi, bere, kolikšno plačo imate. In če bi reči, ne smeš nobeno povedati, kakšno plačo vašo. Naravnost in direktni, čisto neprizadeto. Ne? In je pri njih, recimo, tisto, kar pomaga, v glavnem je učenje, da ima vsaka stvar posledice. Samo to ga ustavi. Ampak to je neprestano izsiljevanje do najstništva, veste? Da v bistvu ga izsiljuješ od starš. Če boš tako, bo tako, če bo tako, tako to ne hočeš, to ne dobiš. Tam so se zelo dobro razvili sistemi nagrajevanja, pa znamkic, pa zvezdic, pa ne vem, česa še vse. Ampak nobena druga stvar ne prime. Nobena druga stvar ne pomaga pri mnogih od teh. In jo starši uporabljajo in jo uporabljajo po nasvetu strokovnjakov, zato ker je to edina stvar, ko lahko otroka na nek način obvladaš. In ko odraste, ni čisto nič manj čudaški. In mnogi imajo seveda čisto običajno družino in se niti ne vede, kakšna taka težava, je pač malo samo svoj. Se spomnite Monka, navedevanke, ste gledali, malo čudaški, a ne?
moram popraviti stvari v drugo tretjo. Ni to isto. Ne mešati, ampak ne prvi pogled je nekaj podobnega. Mora določene stvari prav, drugače ni miren, ne more se umiriti. In enega dečka letos, ki je in bo izjemen znanstvenik, izjemno sposoben in je živel 2 meseca v Ameriki, smo s pomladcem starši posvetovali, se mi prosili za mnenje, a ne ga pošljajo ali ne. Tako, ko je, kaj se bo zgodilo. In je šel in se je fantastično obnesel. V situaciji, kjer je bil sam, ni imel drugega izhoda, kot je poskrbel, da je poskrbel za vse. In nazaj je prišel drug mladi moški. Tja je šel najstnik, bi rekel človek, nazaj je prišel mlad moški. Ne po spolnih izkušnjah, ampak po obnašanju, po reakcijah, po razmišljanju, po tistem, kar ga jaz vidim, je odraz v 2 mesecih. Izkušnja je bila pa izjemna. Pol sveta daleč, ni imel nikogar, ki bi zanj poskrbel na tak način, da bi rekel, ja ti pa se veš, da imaš težave, da je tole naredil. Z tega malega, v katerem sem prej pripovedoval, v 4. razredu, smo tudi poskusili z zdravili, ker je bil toliko, zdaj ne vem, če veste, če je otrok, če je hiperaktiven, včasih dobijo zdravila, različna imena imajo, so tudi malo različne substance. Mnogi ljudje mislijo, da so to pomirivala, niso, ne, to so poživila. To je za tiste, primerno za tiste otroke, ki pa sveta ne dojamejo, ker svet nima dovolj teže, ko je vsega premalo. In veš, če sam povzroča nemir, povzroča še kaj, ker je vsega tega premalo. Ta otrok bi moral stalno biti na njem in ga mečkati. A veste, on bi rabo pa res veliko dotikal. Ves čas bi se moralo dogajati in bi tako zapolnil to svojo lakoto po vseh mogočih dotikih. Ti otroci jedo strašno močne okuse, imajo radi že zelo majhni, imajo radi zenf, ajvar, majonezo in take stvari, veste, tisto mastno, močno, pekoče, ferone jedo. Otrok pri 7 letih si ne moreš misliti. Zakaj? Zato, ker ko bi mu potenciometer za okus nazaj, ima radi zelo slano, zelo, ja, tako kot se zgodi potem, ko enkrat, ko si že zelo star, se izgubljajo počasi okusi in nazadnje ostane en sam. Sladko. Ta ostane, ne glede na starost, če imate 110 let sladko, če je sladko, boste še vedno dobro vedeli, da je sladko. Večinoma tako, da če se vam v domu starostniki pritožuje, da ni okusno, je lahko tudi zato, ker okus kot tak ne deluje več. Imajo radi slano ali pa tako. Enovci grozno nekateri probajo soliti, zato da bi dobili še tisto občutek, da hrana ni ta prava. Je bolj važno, da je obred ta pravi in pol bo hrana dobra. Da se nekaj dogaja drugega zraven. Predvsem pa, ne glede na našo starost, dotikov potrebujemo veliko.